Čak da vidimo, kam bo šel. Aha, na tisti je šel. Ne vem, kaj smo, damo tega majke. Majki, no. Čaki. Smrt fašizmu! Spoštovane tovarišice in tovariši, dragi prijatelji in vsi, ki spoštujete vrednote narodno-osvobodilnega boja. Naj kar zvoni. Komu le? Danes je naš velik oziroma eden največjih praznikov. Na današnji dan so v Ljubljano vkorakale čete, Ljubljanska brigada med ostalim in osvobodila Ljubljano. Ljubljana je bila edino mesto, ki je bilo ožičeno, ki so ga fašisti zaprli, pa ne zaradi tega, ker bi se bali, da zbežijo Ljubljančani, bali so se partizanov, da pridejo notri. In to je bilo edino mesto v Evropi, ki so ga obdali z bodečo žico. Včeraj ste nekateri šli na ta pohod. Ko sem to pogledal po televiziji, sem videl, da Ljubljana in upor in vrednote in obeja bodo še dolgo, dolgo živele v tej državi. Sem si napisal en govor, pa ga ne bom bral, ker se je toliko nabralo svinjarij, da jih bom povedal po vrstnem redu. Najprej vam želim povedati, da spravo, ki so jo pripravili in jo je podprl sam predsednik države, počasi in potiho so mislili, da bo ta zgodba uspela, v ozadju pa so napisali zakon, ki bi spodrinil osvobodilno fronto in postavil nov datum boja proti okupatorju, in to bi bila po njihovem Mala Gora. Na Malo Goro niso povabili predstavnikov Zveze borcev, če že mene ne marajo, imamo še druge ljudi in to kar nekaj. Pa Tigra tudi ne. Torej, to je bila proslava čigava. Istočasno je v državnem zboru potekala ne razprava, ampak potiho in v ozadju so poskusili Malo Goro, kot sem že rekel, postaviti kot nov mejnik narodno-osvobodilnega boja. Ampak obiskali smo vse poslanske skupine in se z njimi pogovorili in za en glas je padla Mala Gora. Tudi mi imamo neke povezave. Tako da ni strahu, da se bo kaj na tiho, kaj poskrito, kaj na skrito naredilo. Vendarle, vam moram povedati, da ti pritiski so prehudi. Preveč se dogajajo take stvari, ki se jih je težko včasih obraniti, vendarle zaenkrat se jih uspešno. Namreč, če bi samo besedico popustljivosti pokazali pri spravi, bi bila druga zgodba pri Mali Gori in še kje druge. Kajti moramo tu na glas danes povedati, domobranci niso bili samo domobranci, to so bili SS-ovci oziroma pomožna SS-ovska vojska, ki je zaprisegla tu nedaleč na stadionu na rojstni dan Hitlerja.
Torej, o čem mi govorimo? In zdaj dan sem poslušal eno razpravo, ne vem, mislim, da je bila po radiju, ko je ena gospa rekla, da če ne bi komunisti delali takega cirkusa, da bi se domobranci uprli skupaj za gleži in premagali Nemce. Moje vnukinje, ki hodijo v drugi razred, tega ne bi verjeli. Tako da teh igric in teh zgodb je čedalje več. Žal še enkrat, naš predsednik države ali je tiho, ali to podpira, ali ga ni. Zveza združenj borcev šteje približno 40.000 ljudi. Toliko je bilo partizanov ob koncu vojne. In povem vam, da mi smo zdaj nova generacija, ki smo prevzeli vodenje Zveze borcev, ampak ne bomo se pustili. Mogoče še nekaj besed o vsem, kar se je dogajalo v tem obdobju, kajti zdaj letos bomo slavili tudi 30-letnico naše nove države, svobodne, demokratične, seveda na proslavo Zvezo borcev in ne pade na pamet, da bi povabili, tako kot nas niso na Malo goro, ampak imamo pa mi kaj zapovedati. Osamosvojitev je resnično prinesla novo državo, ampak vladajoči kaj so naredili? Vrnili so vrnjeno, plačali so plačano. Oropali tovarne. Jaz prihajam iz Kopra, lahko vam naštejem tako preko palca, Intereuropo, Luko Koper, Drogo, pa še kaj drugega, Istrabenz in tako dalje in tako bliže. In zdaj bi moral biti res velik naivec, da bi verjel, da ta vlada skrbi zame. Lepo vas prosim. In ne samo zame, niti za nas, kajti toliko sovražnih besed in sovražnih tweetov, kot smo deležni zadnje čase, tega nismo slišali, ne videli zadnjih 40-50 let. Tako da mislim, da je čas, da se konča ta agonija, da se konča zgodba, kjer vladajoči nimajo niti minimalne večine v parlamentu, in z nekimi lažmi, z prevarami se zaletavajo seveda v vse, počes in poprek nazadnje v predsednika parlamenta, vendar se je izkazalo, da je stvar privlečena za lase. Ko parlament, ki je zakonodajna veja oblasti, nima večine, v takem primeru odstopi vsak pameten voditelj v vseh demokratičnih državah. Tako je! Mi pa imamo parlament, ki je neoperativen in potem se sprašujemo, kdo neki sprejema odločitve, kdo odloča, kje so javne razprave, kje je vse tisto, čemu se reče demokracija. Tako da še nekaj bom povedal, preden bom zaključil, ampak mislim, da je prišel čas za volitve. Podpiramo Slovensko tiskovno agencijo. In bomo pomagali tako, kot lahko. Ampak jo bomo podpirali in jo bomo imeli za tisto agencijo, ki naredi vse tisto, kar je potrebno, brez primesi, sovraštva, desnih, levih, nikakršnih. Kaj vse bi še oni naredili, če bi lahko? Kmalu bomo predsedovali Evropski uniji. Jaz osebno se čudim, da s parlamentom, ki nima operativne sposobnosti, ampak
v Sloveniji to lahko. Ljudje z terena, veste, mi imamo 84 združenj po vseh mestih naše države in mi imamo oči posod. Eden izmed predsednikov me je obvestil, da so iz posestva na Brdu umaknili Titov kip, ker je ker je vladajoče sram, ko pridajo iz drugih držav, da vidijo Titov kip. Pa sem jaz dejal na to, ko sem vprašal, zakaj so rekli, da ga restaurirajo. Jaz sem se začudil in sem vprašal, ne mi nekdo pove, kako se lahko bron restaurira. Verjetno nikakor. Lahko v plavžu. V plavžu, ja. In na koncu sem dejal, veste, mi imamo v Kopru Titov trg, lahko ga prinesel tudi tam. Ali pa kamorkoli drugam po Sloveniji, da bomo z veseljem sprejeli. Pa tudi župan Janković, tako operativen, kot je v trenutku, bi mu najdel parcelo. Uničevanje naših spomenikov. Dragi, oziroma niste dragi, ampak vsi tisti, ki nam podirate spomenike, v bistvu nas jačate. Čeprav je oskrunitev spomenika zavržno dejanje, jaz sem se enkrat vprašal, kakšen človek le mora biti, da gre mrtvega ubijati in razbijati spomenike. To je bolan S takimi ljudmi nekaj ni v redu. Nazadnje ste videli na Pasji ravni, bili smo priča marsikje, baza 20, da ne govorimo, je dežurna postaja za razbijanje spomenikov, ampak mi imamo tako dobre prijatelje, znance, župane, pa tudi sami nekaj premoremo, da to vedno znova obnavljamo. Spoštovani, dve besede, tudi ker prihajam iz Kopra, hvala 9. korpusu, 4. armadi prekomorcem, ki so osvobodili Trst. Sicer bi sedaj jaz govoril italijansko, župan mestne občine Ljubljana, gospod Janković pa nemško. Ampak na srečo govorijo oba isti jezik in prepričan sem, da ga bomo večno tudi govorili. Mimogrede, moj oče je bil tudi borec za osvoboditev Trsta, sicer je bil mlad fant, ampak veste, ko so osvobodili Trst in ko so partizani odšli iz Trsta, je to bila tako žalostna zgodba, da je težko povedati. In lani, mislim, da je to bilo, je italijanski župan Di Piazza 12. maj, ko so partizani zapustili Trst, z odlokom ustanovil praznik 12. maj, ko so odšli morilci, ko so odšli ne vem kdo še vse, Titovi partizani, tisti, ki so pometali na tisoče ljudi v pojbe. Laž, največja laž, kar jih je Bog kdaj izrečenih. Naš predsednik niti v tuji državi sprejemajo praznike in pljuvajo po osvoboditeljih, imaš pa predsednika, ki se mu ne zdi vredno, da bi z enim stavkom rekel, da je to nezaslišano, da se to pač ne dela ali kakorkoli drugače. Ne. In zdaj še nekaj, ko sem že pri Italijanih, stvari se zelo spreminjajo. Mi pri Zvezoborcih imamo zelo aktivno skupino oziroma komisijo za mednarodne odnose in povem vam,
da smo z Italijani naredili zelo, zelo velike korake naprej, na boljše. Zdaj je bila proslava, razstava v Trstu, ki ste se lahko ogledali, o napadu na nekdanjo Jugoslavijo oziroma Slovenijo. Imamo dogovore še naprej, da bomo ali 25. junij, ko je razpadla Italija, kot rečemo Primorci, ali 8. september, praznovali skupaj z Italijani, enkrat na slovenski strani, enkrat na italijanski. Kajti veselimo se razpada fašizma. In nazadnje, da ne govorim Prekmurju, o Koroški, o vsemu, kar je skupaj, potegnete črto in se morate zahvaliti partizanom, tisti, ki mislijo, da je to od Boga dano. Nič ni od Boga dano, za vse se treba boriti, vse je treba narediti. In še enkrat, pa bom končal, ker mogoče se že malo predolg. Hvala po vojni generaciji, partizanom in vsem tistim mladim ljudem, ki so z delovnimi brigadami zgradili domovino. In hvala vsem tistim gospodarstvenikom, ki so ustvarili pogoje, od katerih še dan danes živimo. In na koncu koncev, ko govorijo grdo o komunistih, veste, kdo govori grdo od komunistih? Govorijo tisti komunisti, ki so šli v neke druge stranke, zato ker hočejo novim gospodarjem povedati in dokazati, da oni so drugačni, da so boljši od tistih, v resnici so sirote, ki niso niti omembe vredne. Sedaj pa še ena zahvala vsem županom širom Slovenije, ki nam izdatno pomagajo pri vzdrževanju naše mreže, pri vzdrževanju spomenikov. Hvala županu Jankoviću, ki je zdaj tu pred nami. To ni samo prazna fraza, ampak dejansko, če se mi ne bi naslanjali na župane, prvič bi to pomenilo, da nimamo velike verodostojnosti in drugič, verjetno, veliko stvari, vsaj spomenikov, ki jih imamo čez 6000, bi jih trava prerasla, bi šli v pozabo. Tako skrbimo skupaj z župani, da zob časa ne načne slavni boj in njegovo zgodovino. Ne sramujmo se izreči besede partizan in Tito. Kajti, kot je nekdo dejal, najprej so prišli po daljnega soseda, potem so prišli po bližnjega, potem so prišli po sorodnika, na koncu so prišli pome. To se ti zgodi, ko si tiho. In tisti, ki so tiho, pomagajo tistim, ki so mečejo sovražnost in pomagajo barabam. Danes je praznik, danes imamo pravico povedati tisto, kar mislimo in danes se veselimo. Veselimo se dneva zmage. Cel svet se je veseli. Francozi, Američani, Rusi. Danes smo bili na ruskem spomeniku, položili smo cvetje, prav tako na našem. In mislim, da smo res lahko ponosni in da se tega dne veselimo. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala praporščakom. Jaz bom kar javno povedal, nisem za to, da gredo praporščaki na vsak shod, kajti praporščaki nosijo prapore, ki simbolizirajo bojne enote in do njih je treba imeti spoštovanje. Danes je dan zmage, zato so tu. Hvala.
volitve, pojdite na volitve. Ljubljana hrabra, kot prvo mesto si ti heroj, brigado svojo, desetoudarno, poznala si v Srbiji ti moj. Ljubljana naša, ti si zemljo prost, Ljubljana naša, ti si naš ponos, Ljubljana bela, tvoja rdeča kri, nadala je svobode. Ljubljana naša, ti si zemljo prost, Ljubljana naša, ti si naš ponos, Ljubljana bela, tvoja rdeča kri, nadala je svobode. Spoštovane družice in tovariši, partizanke, partizani, gospe in gospodje. 9. maj 1945. Titovi partizani so prišli v soncem obsijano Ljubljano in jo osvobodili. Naš častni močan je prinesel zastavo svobode na Magistrat. Še danes tam stoji in visi. Kaj je krasilo naše partizanke in partizane? Pogum, tovarištvo, prijateljstvo, sodelovanje, solidarnost. Želja, da živiš v svobodni državi, da si gospodar na svoji zemlji, da govoriš svoj materni jezik. 9. maj 2021. V Ljubljani še danes živimo te vrednote. Zato je Ljubljana svobodna, brez žice okrog Ljubljane in brez žice v glavah. Zgodovinsko dejstvo je, da so Titove partizanke in partizani bili na strani zaveznikov, na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja. Fašizem in nacizem. In tu ne more nihče spremeniti tega dejstva. Domobranci so paktirali s fašisti, z nacisti, so narodni izdajalci. In dokler bo to vodstvo Ljubljane, domobranskih spomenikov v Ljubljani ne bo. Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima tudi prihodnosti. Ampak ta duh naroda, svobodnega naroda, ta duh brez zamere iz Ljubljane se bo razširil po celi Evropi. Tako bomo mirno rekli smrt vsem fašizmom in svobodo vsem narodom. Ponosen sem, da smo danes skupaj proslavili dan zmage, ki ga slavijo tudi v Rusiji, s polaganjem venca na spomeniku ruskim padlim borcem, enako tudi našim partizanom. In če dodamo še tiste zavednike, ki je naš predhodnik, tudi častni meščan, ko je bil v Normandiji na proslavi, se je videl, kje je tovariš Stanovnik sedel, med zmagovalci. Proslava dneva OF, začetka svobodne misli, ki se je zgodila nekje v gozdovih, je pokazala popolno nespametno, da ne rečem kako drugo besede, dejanje, ki nima zveze z resničnostjo. Na proslavi dneva OF bereš pesmi domobranskih pesnikov.
Sramotno dejanje. Sramotno dejanje. Zato podpiram to borbo za svobodo, podpiram to, da imamo tudi medije, ki so neodvisni, in STA je eden od najbolj kredibilnih medijev v Evropi. In še eno za konec, da oni tudi v današnjem času. Razprava o zastavah na Šubiči ob Trgu Republike. Gre za spoštovanje vseh, ki bodo prišli v Slovenijo, v neodvisno, samostojno državo. In mi se bomo tej državi v Ljubljani poklonili z odpiranjem spomenikov, ki so vsa 3 veteranska ljubljanska društva dala predlog in ga bomo postavili na trgu mladinskih delovnih brigad. Tako da vabljeni, ker je predsednik rekel, da ni vabila, jaz vabim vse skupaj. In ne pozabimo še eno dodatno dejstvo. Kako ne imenujemo konkretno poslance Desusa v državnem zboru, ki po 10 letih ugotovijo, da imajo svojo lastno vest. A pred tem je niso imeli. Povem pa to, da pred 3 leti sva takratnim predsednikom Erjavcem podpisala levi blok, ki je bil soglasno v Desusu sprejet in je zapovedoval to, kar ne smejo delati. Danes nič ne vejo, čakajo konec mandata svojih dobrih plač, ampak več jih ne bo. Takih v državnem zboru, ko obračajo svoje mnenje, ki spoznajo svojo vest vsak drugi mesec drugačno vest, mi ne potrebujemo. Smo v Ljubljani, v glavnem mestu naše prelepe domovine, ker živijo pridni ljudje, ker živimo skupaj, spoštujemo različnosti in nas tak svobode, duh svobode nosi tudi naprej. Naša obveznost je, da skrbimo za naše otroke, vnuke in to lahko dosežemo samo na volitvah. Srečno, draga Ljubljana, čestitam dan zmage, srečno Ljubljana, mesto heroj, in pa še enkrat smrt vsem fašizmom in svoboda vsem narodom. Ne gre po naša himna, gre po himna. Brigade, kvičite, razpalite, zatrite, požigalce slovenskih domov. Ej, mašinca, zagodi naj od neba, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Ej, mašinca, zagodi naj od neba, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne ve. Od stremenih, obračnih in pograbah, prenašim se od znake do znake naprej. Od stremenih, obračnih in pograbah, prenašim se od znake do znake naprej. Čez poljane, požane, pljanovile Ljubljane, naša vojska protektor bila. Dokler usodjane do zemljo nam ukrade na slovenskem smo mi gospodar. Dokler usodjane do zemljo nam ukrade na slovenskem smo mi gospodar. Volimo to himno. Pustimo posežek nas do zadeva in žitve bonalne nam Bog življe čas. Naj jeklo zaboje, naj pesem odmeva, nam pustimo posežek življe čas. V boj za svobodno življenje, gredi od vasi do vasi. Ker sicer nas čaka ta sumno strpljenje,
ni, druge ni, v boj za svobodno življenje, peti so vasi do vasi. Pestin se nas čaka, ta sumno strpljenje za nas, več izbire druge ni, na buntih na banke že davno sedijo, obresti in davki napijejo kri. Od žuljev se naših pijavke redijo za manj, med svoji se in trpni. Počujte nas, mi smo prodani, oj kmetska metuj se spremen. Duh naj počiva, ne vkusi držani, na vkusimo nose, aj naprej. Počujte nas, mi smo prodani, oj kmetska metuj se spremen. Duh naj počiva, ne vkusi